Dobrodošli v novem tutorialu, kjer bomo začeli spoznavati osnove gibanja cene. Torej, najprej, kot že naslov pove, bomo spoznali trende, cikle in sezone. V tem videu bomo odkrivali, kaj so, kakšne so njihove značilnosti in kako jih prepoznavati. Predlagam, da kar začnemo. Dobrodošli torej v prvem delu tutoriala, kjer bomo spoznavali osnove gibanja cene. In sicer tokrat trende, sezone in cikle. Ta tip vzorcev bi lahko mi opredelili kot časovne vzorce. Saj seveda čas predstavlja ključni element pri merjenju in opazovanju le-teh. To so pač vzorci, ki se jih da časovno opredeliti in razporediti. Torej, kot že vemo in kot naslov tudi narekuje, poznamo tri. Ta prvi je trend, to je vzorec, ki prikazuje dolgotrajno rast, padanje ali stranski val v ceni ali drugih podatkih. Nato imamo sezono, to je periodični vzorec, ki se ravna glede na koledar, recimo kvartal, mesec, dan v tednu, obdobje v letu. In nato je ta zadnji še cikel, to pa je vzorec, ki prikazuje rasti in padce v ceni ali katerihkoli drugih podatkih, ki pa se ne dogajajo v fiksnih časovnih intervalih. Najprej si bomo pobliže spoznali trend, in sicer kaj je tukaj ta glavna vloga vlagatelja, seveda sledenje trendu. Zakaj? Zato, ker trend je tvoj prijatelj. To je pregovor iz Wall Streeta, ki ga vsi zagotovo zelo dobro poznamo. Poznamo tudi na primer ne upiraj se trendu in kot vidimo, Demarka še dodajata, razen če se trend končuje. Ampak zakaj je sledenje trendu tako zelo pomembno? To je pomembno zato, ker splošno pravilo tehničnih analitikov pravi, da se tečaji gibljajo v trendih, ki vztrajajo vse dokler ne pride do preobrata. Kaj pa sploh je trend? Trend je splošna smer gibanja tržne cene ali drugih podatkov. Ogromno je na primer trgovalcev, ki se odločijo za trgovanje v isti smeri trenda in poskušajo profitirati od nadaljevanja tega trenda. Kakšne so pa lastnosti tega trenda? Če pogledamo recimo časovno definicijo, za trend ni neke časovne definicije. Velja pa na splošno, da več časa kot traja neko določeno gibanje v ceni, bolj postaja kvalificirano kot trend. Nato imamo gibanje, lahko se giblje navzgor, ki je bikovski trend, dol, ki je medvedji, ali pa na stran, kar poznamo tudi kot konsolidacija. Pojavlja se pa praktično povsod, na vseh trgih, kot so delnice, obveznice in terminske pogodbe. Trendi se pojavljajo tudi v podatkih, na primer kot so mesečni gospodarski podatki, iz meseca v mesec dvigajo ali padajo. Prej smo že na hitro spoznali vrste trendov, zdaj bomo malček še bolj podrobno. Torej poznamo tri vrste trendov. Ta prvi je naraščajoči. Naraščajoče trende zaznamujejo naraščajoče podatkovne točke, kot so višji vrhovi in višja dna. Nato imamo padajoči trend. Padajoče trende pa ravno nasprotno zaznamujejo padajoče točke, kot so nižji vrhovi in nižja dna. In nato imamo še pomikanje na stran. Cena se namreč pomika na stran brez večjih posebnosti. Ta dogodek poznamo tudi kot konsolidacijo. Tukaj imamo še en primer naraščajočega trenda. Za lažjo predstavitev sem izrisal še puščico. Torej, če pogledamo to sliko na levi, lahko jasno opazimo naraščajoče točke in z njimi naraščajoči trend. Torej, vrh, dno, višji vrh, višje dno, višji vrh, višje dno. Tukaj pa imamo zdaj na levi sliki padajoči trend. Imamo namreč kar nekaj padajočih točk, ki tvorijo logično tudi padajoči trend. No, če pogledamo, imamo vrh, dno, nižji vrh, nižje dno, nižji vrh, nižje dno in nižji vrh. In pa še eno nižje dno. Kako pa lahko določimo trend? Tukaj seveda obstaja ogromno tehnik, spoznali bomo ta najbolj osnovne. Najprej, kot smo tudi že prej
spoznali, lahko trend določimo na osnovi gibanja cene. Torej glede na točke vrh, dno in kako se gibljajo smer teh točk, naraščanje ali spuščanje. Na to si lahko pomagamo z risanjem linij. To je najpogostejši način in pri rasti cene imamo podporne linije, pri padanju cene pa odporne linije. In nazadnje si lahko seveda pomagamo tudi z indikatorji, kot so na primer razna drseča povprečja ali pa oscilatorji. Najprej bomo pobliže spoznali naraščajoči trend in tukaj s to sliko sem hotel prikazati, kako se da zaznati trend že s prostim očesom. Če malce natančneje pogledamo to sliko, lahko opazimo, da imamo vrh, dno, višji vrh, višje dno, višji vrh, višje dno in tako naprej. Kar pomeni, da imamo naraščajoči trend. Torej zelo enostavna formacija, kjer pač iščemo višji vrh glede na prejšnji vrh in višje dno glede na prejšnje dno. To je ista slika našega naraščajočega trenda, le da tokrat si pomagamo s podporno trend linijo. To linijo dobimo tako, da povežemo najnižje dno z naslednjim višjim dnom. In če imamo še naprej višje dno, še s tem in tako naprej in tako naprej. In kot vidimo, na podlagi te linije lahko predvidevamo, da imamo vsakič ob stiku cene s to linijo dobre možnosti za nakup ali dolgo pozicijo. Z oscilatorjem si bomo pomagali še malček dlje in poskušali določiti moč trenda. Torej imamo naraščajoči trend kot na prejšnji sliki in zraven dodatno imamo še oscilator RSI. RSI je zelo priročen in tudi najpogosteje uporabljen indikator. Na sliki zgoraj vidimo, da imamo skozi celo obdobje rasti povprečno RSI nad 50, kar pomeni, da imajo biki premoč na trgu. Opazna je tudi medvedja divergenca, kar pomeni, da biki počasi le izgubljajo moč. Ampak divergence bomo imeli za drugi video. Tukaj bomo šli še en korak dlje in poskušali določiti trend s pomočjo EMA ali eksponentnim drsečim povprečjem. Torej, kako lahko s pomočjo tega prepoznavamo naraščajoči trend? Na graf postavimo 21 EMA in 50 EMA. In ta prvo pravilo je, da 21 EMA mora biti nad 50 EMA. Če pogledate, imamo točno tako situacijo v tem označenem kvadratku. Torej, 21 EMA, ta modra črta, je nad 50 EMA, to rdečo črto. Obe povprečji morata imeti usmeritev navzgor. Tudi to imamo obkljukano v tem kvadratku. Obe povprečji, tako 21 EMA kot tudi 50 EMA, imata usmeritev navzgor. In še zadnja točka, povprečji delujeta kot podporni meji. In res je, če pogledamo, tukaj deluje kot podporna meja 21 EMA. Tukaj ponovno. Tukaj tudi ponovno. Tukaj sicer prebije 21 EMA, ampak imamo pol 50 EMA, ki deluje kot podpora. Na to spet prebijemo in se spet srečamo s 50 EMA. In ponovno. In tukaj imamo potem naprej spet podporo na 21 EMA. Torej, kot vidimo, v tem kvadratku smo se srečali z vsemi pogoji in imeli smo legitimen naraščajoči trend. Pa poglejmo si pobliže še padajoči trend. Padajoči trend lahko na proste oči določimo tako, da iščemo formacijo, kjer se postavljajo nižji vrh glede na prejšnji vrh in nižje dno glede na prejšnje dno. Če pogledamo na sliki, imamo tukaj vrh, dno, nižji vrh, nižje dno, nižji vrh, nižje dno, nižji vrh in nižje dno. Torej, tako lahko enostavno s prostimi očmi določimo padajoči trend. No, pri padajočem trendu si pa pomagamo z odporno linijo. To pa dobimo tako, da povezujemo najvišji vrh z naslednjim nižjim vrhom
in naslednjim nižjim vrhom in tako naprej. In na podlagi te linije lahko predvidevamo, da imamo dobre možnosti za prodajo ali kratko pozicijo ob vsakem srečanju z njo. No, tudi pri padajočem trendu si bomo pomagali z RSI pri določanju moči le-tega. Kot lahko opazimo na zgornji sliki, je RSI skoraj skozi celotno obdobje padanja povprečno pod 50, kar pomeni, da na trgu prevladujejo medvedi. Tukaj je še tehnika določanja padajočega trenda s pomočjo EMA ali eksponentnim drsečim povprečjem. Na grafu imamo torej 21 EMA in 50 EMA in v tem kvadratu imamo izvršene vse pogoje, ki imamo nanizane tle od spodaj v točkah. Torej, 21 EMA, ta naša modra črta, mora biti pod 50 EMA, to rdečo črto. Obe povpreči morata imeti usmeritev navzdol, kar tudi vidimo, da ga imata. In pa še zadnja točka, povpreči delujeta kot odporni meji. In kot vidimo, res je. Tukaj imamo odpor na 21 EMA, tukaj skozi ves ta čas, tukaj ponovno pridemo že skoraj do 50 EMA, pa ponovno tukaj se spet povsnemo do 50 EMA, pa tukaj je spet odpor na 21 EMA, 50 EMA, vse dokler teh pogojev nimamo več. Samo na hitro, kot morda že veste, me je TradingView sprejel v svoj partnerski program, kar je super in na to sem tudi kar precej ponosen, da so me izbrali. Kot veste, TradingView je orodje, ki je ključnega pomena za skoraj vsakega traderja. No, to partnerstvo tudi pomeni, da če ste morda razmišljali o nakupu kateregakoli TradingView Pro paketa, lahko zdaj s tem nakupom preko linkov spodaj v pripetem komentarju in v opisu podprete tudi ta YouTube kanal. Seveda vas čaka tudi benefit v obliki dobroimetja. In sicer $10, če vzamete mesečno naročnino, ali $30, če vzamete letno. To dobroimetje pridobite po opravljenem nakupu v obliki TradingView kovancev, ki jih lahko porabite za nagrajevanje ostalih uporabnikov za njihove tehnične analize, ali pa pri naslednjem nakupu Pro paketa in ga dobite pač za toliko ceneje. Ampak pozor, to velja le za novo registrirane račune. Če ste morda že registrirani, potem to ne bo delovalo. Če o čemerkoli niste prepričani, se pred nakupom raje obrnite name ali pa na TradingView support. Hvala vam, povezave so spodaj v opisu in pripetem komentarju, zdaj pa naprej na video. In smo naprej pri naslednjem poglavju sezone. Kaj je tukaj naloga vlagatelja? Tukaj je naloga vlagatelja iskanje sezonske moči ali šibkosti. To naredi predvsem tako, da poišče ponavljajoče se vzorce v določenih obdobjih. Na podlagi sezonskih analiz poznamo recimo sledeči pregovor iz Wall Streeta Sell in May and go away, prodaj v maju in pojdi stran. In podobno poznamo tudi pojem Santa Claus Rally, ki ponavadi zajema obdobje novembra in decembra in je zanj značilna rast. Torej, če lahko postavimo neko splošno definicijo, kaj so sezone, sezone so koledarsko ali časovno določena obdobja, ko lahko vlagatelj pričakuje rast ali padec glede na ponavljajoče se vzorce iz preteklosti. Kako pa lahko določamo sezone? En način je, da gledamo povprečje preteklih podatkov. Na sliki so trenutni podatki v primerjavi s povprečjem zadnjih 5 let. Torej, ta modra črta, ki jo vidite dodatno na sliki, je povprečje zadnjih 5 let. To na sliki je indikator 5-period cycle seasonality, ki ga lahko najdete na TradingView in si ga lahko brezplačno dodate. No in na tej sliki tudi jasno vidimo, kako povprečje predstavlja potrditev pregovora Sell in May and go away. Torej, zdaj gledamo povprečje, tole modro črto, tukaj le imamo maj,
imamo ponavadi običajno vedno rast in na to je sledil padec. Sezone lahko določamo tudi z najbolj profitabilnimi meseci. Na sliki zgoraj so najbolj profitabilni meseci zadnjih 5 let pri simbolu BTC USD. In kar vidimo, je zelo zanimivo. Najbolj profitabilen je mesec februar, tukajle, najmanj pa mesec september. No in na podlagi teh podatkov se lahko izdela investicijsko strategijo na podlagi sezon. Ampak, kot vse na trgih, tudi sezone niso zagotovljene in se ne smemo 100% zanašati na njih. In tukaj imamo še sliko investicijske ali tržne strategije s pomočjo sezon. Na voljo za to strategijo imamo Bitcoin, zlato in S&P 500. Z rdečo barvo so pri vsakem označeni najbolj profitabilni meseci. In kot vidimo, imamo za Bitcoin februar, oktober. Pri zlatu imamo marec in december. S&P pa april, junij, julij, avgust, september in november. No in na podlagi teh podatkov je lahko naša strategija vlaganja sledeča. Februar Bitcoin, marec zlato, april S&P 500, junij, julij, avgust, september S&P 500, oktober Bitcoin in december zlato. In nazadnje imamo še cikle. Kaj je cikel? To je vzorec rasti in padcev z variabilno dolžino. Torej, to je drugače od sezon. Sezone imajo pa namreč fiksno dolžino. Naloga vlagatelja tukaj seveda je kdaj kupiti in kdaj prodati in seveda tukaj kar precej pomagajo tudi zelo znani pregovori Warrena Buffetta, na primer. Naj te bo strah, ko so vsi ostali pohlepni in bodi pohlepen, ko je vse ostale strah. In pa, če vsi razmišljajo le v eni smeri, je ta skoraj zagotovo napačna, kot pravi Jim Rogers. Najbolj pa je zagotovo znan pregovor buy low, sell high. Kupuj nizko, prodajaj visoko. Torej, če na kratko ponovimo, cikel je vzorec, ki se kaže v podatkih, ki kažejo rast in padec in ni določen v kakršnih koli fiksnih časovnih intervalih. Na tej sliki imamo tipičen primer cikla, zagotovo jo je že marsikdo izmed vas videl. Kot vidimo, ga delimo na kar precej delov. Ne bom omenjal vsakega posebej, se slika že kar lepo sama od sebe obrazloži. Omenil bom pa te 4 faze, ki so še kar precej pomembne. In te so prikrita faza, to je ponavadi faza, ko v nek simbol investira pameten denar. Potem imamo fazo zavedanja. V tej fazi se ponavadi pridružijo institucionalni investitorji. Nato sledi faza manije. To je ta zadnja faza rasti in tukaj se ponavadi pridruži publika oziroma zabit denar. In nato imamo še blow-off fazo ali fazo izpihovanja. Ne vem, če sem prav prevedel, če slučajno nisem, me prosim popravite spodaj v komentarjih. Ampak po mojem je to mišljeno na izpihovanje balončka. No, tukaj v tej fazi pa imamo padanje vse do obupa. In kaj imamo potem? No, potem se pa ta cikel ponovi. Kot morda že veste, cikel ponavadi delimo tudi na 2 vrsti trga, to sta bikovski trg in medvedji trg. V bikovskem trgu imamo optimizem, zaupanje v izboljšanje stanja, kar se odraža tudi v rasti. Medvedji trg pa predstavlja pesimizem, slabšanje stanja, ki se pa odraža v padanju. Morda edino še kot zanimivost, izvor poimenovanja biki in medvedi ni popolnoma jasen. Običajno se uporablja razlaga, da se je poimenovanje uveljavilo zaradi načina, kako živali napadata. Če si na primer predstavljate bik z rogovi in glavo udari od spodaj navzgor, medved pa ob napadu s šapo udari od vrha navzdol. Tukaj si bomo še malce ogledali strategijo nakupa na podlagi razpolovitve Bitcoina.
Sigurno vsi veste, za kaj se to gre, če morda samo na hitro preprosto razložim. Razpolovitev Bitcoina oziroma Bitcoin halving je prepolovitev hitrosti, s katero v obtok prihajajo novi bitcoini. In tukaj gre za neko pomembno prelomnico, ki ustvarja svojevrstno cikličnost, kot vidimo na sliki zgoraj. Precej ljudi čaka na ta dogodek, ker ponavadi po njem sledi rast cene bitcoina. In kot vidimo na tej zgornji sliki, to preprosto drži. Imamo označene vse 3 datume razpolovitve bitcoina. In tukaj sem na to še označil do vrha, kolikšna bi bila rast, če bi investirali v bitcoin na točno ta datum razpolovitve bitcoina. In kot vidimo, po prvi razpolovitvi imamo rast za kar 9518%, kar je res zelo dobro. Po drugi razpolovitvi imamo rast do vrha za kar 2973,74%. In po tretji razpolovitvi imamo rast, vsaj do zdaj, za 706%. In če naredimo za konec še en hiter povzetek, torej trendi, sezone in cikli, opredeliti se jih da kot osnovne časovne vzorce, saj čas predstavlja ključni element pri merjenju in razporeditvi le-teh. Trend je torej vzorec, ki prikazuje dolgotrajno rast, padanje ali stranski val v ceni ali drugih podatkih. Sezona je periodični vzorec, ki ga lahko določimo s pomočjo koledarja. Vzorec ima konstantno dolžino. Časovni razmik med vrhom in dnom je tudi prav zaradi tega predvidljiv. Cikel je pa vzorec, ki ima nasprotno od sezone variabilno dolžino in ga ne moremo določiti s pomočjo koledarja. Časovni razmik med vrhom in dnom pa prav iz tega razloga ni predvidljiv. To je to, kar se tiče tega tutoriala. Upam, da vam je bil všeč in informativen. V naslednjem pa bomo nadaljevali z osnovami gibanja cene in bomo začeli spoznavati že določene vzorce. Naj se še zahvalim vsem patronom, ki verjamejo v ta kanal in ga podpirajo s prostovoljnimi prispevki. Če morda želite postati eden izmed njih, so povezave na mojo Patreon stran spodaj v opisu in pri 5. komentarju. V zameno za podporo pa boste nagrajeni z dodatnimi vsebinami. Dobili boste dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne spremljamo samo kriptovalut, ampak tudi delniške trge in zlato in srebro. Če pa vzamete še paket višje, pa si boste lahko ogledali posebne videoposnetke, kot so na primer tutoriali 2 tedna pred ostalimi na YouTubeu in brez reklam. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Zelo me zanimajo vaša mnenja, zato kar pokomentirajte spodaj pod videom in z veseljem bom podebatiral z vami. To je to za danes, jaz vas na tem mestu še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.